Fenomenalen večer, fenomenalna tekma in večer, ki bi ga lahko poimenovali šolanje v Ljudskem vrtu. Na koncu seveda sladka zmaga Maribora z 1-0 na večnem derbiju proti Olimpiji, pa gremo lepo po vrsti. Od začetka smo spremljali dejansko bolj šah kot nogomet. V 32. minuti pa prva akcija Maribora, ki jo je strelom preko vrat zaključil Pihler. Nato je sledilo nekaj lepih priložnosti Olimpije. Najprej je akcijo v 35. minuti tako zaključil Miškić, na mesto je bil Handanović. V 40. minuti verjetno še najlepša priložnost za Maribor v prvem polčasu, ko je bil nekoliko prekratek Luka Zahović. V prvi minuti sodnikovega podaljška v prvem delu pa je tako poizkušal Kretu in fantastično ubranil Jasmin Handanović. Ob polčasu je bilo 0:0. V drugem polčasu pa smo dočakali 52. minuto. Izjemno preigravanje Luke Zahovića, še boljši zaključek in dajmo si to pogledati dvakrat. Luka pač se je dobro znajde, kot se vedno znajde v tistih trenutkih tam v 16-metrskem prostoru, je zelo nevaren in je izkoristil to priložnost. Prava euforija je bila pač po golu, vse je grmelo, tako da lepi občutki. Pravi evropski spektakel, zame prvi derbi, tako da res sem zadovoljen in srečen. V 56. minuti na to priložnost za Vršiča, na mesto je bil Vidmar. V 79. minuti je tako poizkušal Bohar, a bil za debel las nenatančen. V 84. minuti je z visokim skokom skorajda Vidmarja presenetil Defendi. Še zadnjič pa se je na tekmi v 92. minuti izkazal Jasmin Handanović ob tem strelu Mitrovića. Na koncu zmaga Maribora, sladka zmaga Maribora na večnem derbiju z 1:0, vodstvo na razpredelnici prve lige Telekom Slovenije. V polčasu smo vsi skupaj v slačilnici verjeli in poudarili to, da moramo biti uporni naprej v tem, kar delamo. Že v prvem polčasu smo imeli situacije, ko je bil nasprotnik tik pred tem, da naredi neko napako v organizaciji igre, ko so vračali žogo vratarju in ta upornost se nam je potem v drugem polčasu z zadetkom Luke Zahovića tudi izplačala. Ambient je bil fantastičen in mislim, da so lahko vsi skupaj zadovoljni. In še posebna čestitka vijoličnemu bojevniku za leto 2016. To je povsem upravičeno pred tekmo postal Jasmin Handanović. Sem bil kar malo presenečen, ampak velika čast, hvala vsem, še posebej pa hvala soigralcem, ker brez njih ne morem nič in treba to naprej upravičiti. Najboljši na planetu.